Ajde, gremo. Pleče samo. Zdaj, ko mi mister Turk povabil k temu nagovoru, sem bil malo dilemi, ker je težko konkurenčen z nagovorom pred svetom za konkurenčnost. Imate stroga merila in najbolj ne boste presojali po dolžini nagovora. Kljub temu pa je bil to zame izziv, ki sem ga z veseljem sprejel in preden nekaj rečem, dovolite, da se vam najprej zahvalim tistim, ki ste sprejeli članstvo v svetu in v delovnih skupinah sveta, za sodelovanje, za trud in predvsem za bodoče prispevke. Računamo na vas, na veliko dobrih idej, inovativnih, na predloge, ki bodo seveda na koncu prispevali k temu, da bo naše gospodarstvo in da bo celotna družba tudi konkurenčna. Ne samo konkurenčna, ker konkurenčnost ni edini cilj, ampak tudi konkurenčna. Za ta čas, ki mi je odmerjen in za katerega upam, da ga ne bom preveč presegel, sem vam namenil nekaj idej oziroma nekaj mojih pogledov na to, ki je po mojem mnenju smo na tem področju in ki so ključni izzivi, na katere veljavo v prihodnosti najbolj odgovarja. Seveda, ko govorimo o vprašanju konkurenčnosti, o tem, ki je Slovenija danes in o tem, kaj je pred nami, se v letu 2008 ne moramo postaviti izven evropskega okvira. Slovenija danes članica Evropske unije, članica Evropske monetarne unije oziroma evroobmočja, šengenskega prostora svobode, je na nek način ne samo članica te evropske povezave, ampak tudi njenih jeder. In zaradi tega neke splošne politike Evropske unije, ki se sprejemajo, zelo vplivajo tudi na naš položaj, po mojem mnenju pretežno dobro. In izzivi in težave, ki pestijo ali pa s katerimi se srečuje Unija, so tudi naši izzivi in naše težave. In vse bolj bo to okvir, znotraj katerega bomo mi iskali prave odgovore na ta vprašanje. V Sloveniji srečujemo eno bistveno globalno ali pa strateško splošno težavo, ko skušamo dosegati preboj ali pa premike na tem področju, in to je naša miselnost. To je najtežje preseči. In mi smo odraščali, še vse to velja za mojo še starejše generacije v nekem okolju, ker se je zdelo, da je vse naprej predvideno, vse določeno, da je nekdo, ki bo poskrbel za to, kam bo šel razvoj in da mi se moramo samo pridno učiti in veliko znati in biti pridni in ne razmišljati o stvarih, ki ni za naša stvar. In bo šlo vse po neki determinirani poti družbenega razvoja. Se državljanje ni takšno in nekaj izbivo, da so novi izzivi. In seveda, zdaj po skoraj 20 letih od tega formalnega prehoda se je v veliki meri tudi ta pristop in ta miselnost spremenila, ne bo še povsem. Te ostanki so močni v vzgojno-izobraževalnem sistemu, absolutno. Srečujemo predvsem posledice, te premajhne odprtosti ali po vztrajanju na količini znanja namesto na učenju sposobnosti za uporabo tega znanja. V tem času, ko smo se mi skušali prilagajati na ta nov, bolj odprt svet, se je zgodila tudi informacijska revolucija. Tisto, kar je bilo včasih velik problem, se pravi dostop do informacije, kako dobiti neko informacijo, danes bistveno manjši problem. Toliko informacij, kot jih je danes v realnem času na voljo, ko se dotiš reševanje nekega problema, ni bilo še nikoli. Pravzaprav je to slaba primerjava. Ta rast dostopnosti je bila silna z razvojem svetovnega spleta in povezovanjem teh baz podatkov. In ključen izziv več, kako pride do informacije. Ključen izziv je, kako je pravilno uporabiti in kako procesirati
tisto, kar tudi sam veš z informacijami, ki jih dobiš z zranega okolja, zato da je potem tvoj odgovor na izzive, ki jih srečuješ pravočasen, mislim, da je tudi pravilen. Jaz sem tehnično pravilen, da je tudi takšen, da ne ustvarja samo koristeno, tudi dobro, če se izrazim malo filozofsko. In prehod na ta drug pristop, na neko odprtost v razmišljanju, na koncentracijo, v tem smislu, da smo ne samo pridni, pa pri učenju, ampak tudi inovativni pri uporabi tega znanja, to je še vedno eden od naših glavnih izzivov. So napredki zelo veliki, tudi v teh reformah, ki so že bile dosežene v našem šolstvu, ampak to je še vedno eden od izzivov, ki je pred nami in ki je treba odgovore dokončati.